Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Goran Dragić, The Dragon oziroma Zmaj, kapetan slovenske košarkarske reprezentance in najkoristnejši igralec turnirja, na katerem so se naši zlati košarkarji povzpeli na Evropski košarkarski Olimp, danes praznuje rojstni dan. Gogi, vse najboljše. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali blišč in beda zunanje politike. Je slovenska zunanja politika cokla ali sredstvo za uresničevanje nacionalnega interesa? Takole je predprejšnji teden na Brdu pri Kranju poziral cvetober slovenske zunanje politike. Kakšno oceno si zaslužijo, bomo vprašali naša stalna komentatorja in velika poznavalca zunanje politike dr. Igorja Lukšiča in magistra Bernarda Brščiča. Dobrodošla. Dober večer. Dober večer. Preden začnemo, fanta, najprej čestitke. Bernard, na portalu Domovina si postal najuspešnejši politik preteklega meseca. Hvala za čestitke. Ja, po mnenju analitikov, ki sodelujejo v njihovi anketi. Ne? To je kar lep rezultat, Igor, glede na to, da Bernard še ni dolgo časa predsednik stranke. Kaj praviš? Ja, to je zelo dobro. Dobra popotnica. Ja. In vsaj v začetku je zmeraj dober občutek, da imaš veter v krilih in v jadrih in da ima zadeva nek smisel. Ti si bil koliko časa predsednik stranke? 2 leti? 2 leti, kakšen dan manj. Ja, po še Bernardu nekaj časa manjka, da te dohiti. Ok, boste še kdaj v oddaji pred tem. Dobro, gremo mi na našo današnjo glavno temo. Zdaj slovenska zunanja politika, vem, da tega verjetno ne marate, ampak kljub vsemu, da se malo grejemo. Če bi jo morala oceniti na lestvici od 1 do 10, kakšno oceno bi je dala? Jaz mislim, da je slovenska zunanja politika čisto ustrezna potencialu, ki ga ima slovenski narod. In tako da lahko rečemo 10, lahko rečemo 1. Jaz sem zelo nezadovoljen zaradi tega, ker mislim, da je ta potencial vseeno, bi se ga dalo malo bolj nekako dvigant. No. Se pravi, nismo na limitih rezultatov, po tvoje? Ja. Ok, kaj pa ti praviš, Bernard? Ja, tudi jaz imam ambivalenten odnos. Po eni strani z vidika uresničevanja ciljev v zadnjih 30 letih Evropska unija, NATO, bi jo težko ocenil za neuspešno, ampak po drugi strani, ko pa gledaš konkretne poteze, se pa človek prime za glavo. Intelektualni domet slovenske diplomacije na čelu z ministri za zunanje zadeve pa predsednikom države je, mislim, da ta ocena Igorja preveč laskava, da so pod ravnijo slovenskega naroda, da si takih diletantov, kot jih gledamo, si ne zaslužimo. Ok, predlagam, da si pogledamo zdaj en krajši prispevek, ki je bil narejen na diplomatskih dnevih, kot rečeno, ki so potekali pred prazniki. Poglejmo. Danes je premier Šarec napovedal, da bo naša država še naprej vodila uravnoteženo zunanjo politiko. Tako je rekel. Izrecno pa se je zavzel za hitrejše približevanje držav Zahodnega Balkana Evropski uniji. Slovenija se, na primer, zavzema za to, da Severna Makedonija, ki je s spremembo imena končala dolgoletni spor z Grčijo, čim prej začne pristopna pogajanja z Unijo. Zdaj tukaj imamo 2 poudarka, ki sta verjetno zanimiva. Prvi je ta, da bomo še naprej vodili uravnoteženo zunanjo politiko, pa bi vas zdaj vprašal, kaj si vi da potem predstavljate? Veš kaj, jaz sem tudi za to, da je zunanja politika uravnotežena, da to pomeni, da je treba imeti nek odnos, dejaven odnos do vseh velesil in si med vsemi pomembnimi državami in zlasti sosedami iskati zaveznike za promocijo svojih ciljev. Tisto, kar je problem v Sloveniji je, o čemer je tudi Bernard govoril, je, da ciljev nimamo dobro definiranih. Ne? Tako da, ko ti rečeš, recimo, ko predsednik vlade reče uravnotežena zunanja politika, se s tem lahko strinjaš, če bi
Če bi vedel, kaj to je, ne? Če bi povedal, ja, kaj so zdajni cilji pri tem uravnoteževanju. Ker ti moraš vedeti, da to ni v praznem prostoru, ne? To ni fizikalen pojem. Seveda. To je nek politični proces, znotraj katerega ti uresničuješ svoje cilje. In če bi on rekel, recimo, da je uravnoteženo politiko, ki bo najbolj prispevala k uresničitvi naših nacionalnih interesov naših ljudi, potem bi se s tem lahko lažje strinjal. Zdaj pa se mi zdi ta njegova izjava vendarle malo preveč abstraktna. Ja. Bernard? Tudi sam ne nasprotujem pogledu, da je svet vendarle multipolarno zasnovan, da je obdobje Pax Americane končan, da ta naivni euroatlanticizem, ki je zaznamoval pozna 80. 90. leta, je passé, da obstajajo globalni igralci, ki niso samo v Bruslju, ki niso v Washingtonu, in v tem smislu tudi sam pozdravljam uravnoteženje, da ni nikakršne potrebe, da gojimo ta naivni euroatlanticizem, ampak po drugi strani je pa izvedbena raven ena sama katastrofa, da se recimo vodi neka rusofilija iz napačnih vzgibov, ko v Rusiji vidijo agenta obnavljanja Sovjetske zveze pa komunizma, se pravi ta levičarski refleksi ne vidi, da gre za obnovo ruskega imperija, se mi zdi, da je v celoti škodljiva. Zdaj, včasih smo rekli v Jugoslaviji, ne, da je Jugoslavija okružena brigama, ne. Zdaj Slovenijo obkroža Miha, ne, se pravi Madžarska, Italija, Hrvaška, Avstrija, ta Miha se ne zdi toliko nevaren. Ampak kljub temu v zadnjem času smo imeli kar povišene tone praktično z vsemi, v odnosih z vsemi temi državami. Mogoče ne toliko z Avstrijo, no, ampak prihajajo pa povišeni toni v zadnjem času z avstrijske strani, ne. Predlagajo neke sankcije v Bruslu za tiste države, ki spuščajo čez pač nezakonite migrante. A je to po vašem mnenju znak te uravnoteženosti, da bomo zdaj enako pač sovražni do vseh sosedov, ali je to odmik od te uravnoteženosti zunanje politike naše? Jaz mislim, da bi se tle morali malo bolj postaviti, da kje imamo mi problem. Ali už po mojem mnenju imamo mi problem, da niti ne vemo, kaj to pomeni. Mi imamo v naši zunanji politiki angažiranih premalo analitičnih služb, da bi na dnevni ravni analizirali, kam se svet vsak dan premika in da bi potem naša zunanja politika znala odreagirati. Ja. Namreč, ti moraš dati navodila, neka navodila svojim ambasadorjem in vsem ljudem, ki so temu so namenjeni te posveti, ne? Pa kaj misliš, da jim tam povejo? Jim kaj povejo ali bolj ne? Povem po mojem v tem stilu, kot smo slišali predsednika vlade, ne? Nekaj par floskul, pa sam, ampak kaj pa bi od človeka, ki je komaj stopil v čevlje predsednika vlade, lahko pričakoval. Ne vem, kaj tudi ne moreš, ampak tisto, pa tudi pazi, se ne gre samo za to, gre tudi za to, da on za sabo nima enega možganskega trusta. Tam v Jablah imamo enega človeka, recimo, ki se ukvarja s Kitajsko. No, enega je imel tudi presep, pa tistega je odslovil, ne? Se pravi, no, pač državni sekretar Kirn je odstopil, ne? Ker je rekel, da nima nobenega vpliva na odločitve predsednika vlade. To verjetno niso najboljša sporočila, ne? Ne, tako da tisto, kar naši zunanji politiki manjka, je, kako smo prej rekli, neka ambicija, ampak pol tudi, če začnemo sem pri šolanju, recimo, eno diplomatsko akademijo, ki smo imeli, pa smo jo razpustili. Razpustili smo jo zaradi tega, ker se je pokazalo, da je na zunanje ministrstvo takrat niso upoštevali kot en faktor, ki pomaga k dvigu izobrazbe in neke izmenjave izkušenj. Potem nimamo premalo sredstva, ne? To je tako majhen budžet, da z njim nimaš kaj početi. Naši ambasadori so ni revčki, ne morem reči drugače. Ko se primerjaš z drugimi ambasadori in drugimi ambasadami, je to vse skupaj ena revščina, ki težko rečeš, da to lahko predstavlja resno državo. To bi moglo opremiti te ljudi z nekim znanjem, z nekimi analizami, z nekimi ljudmi, ki bi spremljali na dnevni ravni, kaj se v svetu dogaja, in to na dnevni ravni tudi pošiljali po ambasadah, ne? Ampak zato je treba imeti neko ambicijo, zato je treba ta država nekaj hoče, bi mogla nekaj hoteti, ne? In tle je potem ta glavni problem, če mene vprašaš. A smo mi, Bernard, sploh sposobni poenotenja okrog recimo slovenskih nacionalnih interesov, ključnih v zunanji politiki, ki bi bili neodvisni od vsakokratne oblasti, recimo tako kot vidimo druge države, da čeprav se oblast zamenja, se nekatera stališča ne spreminjajo?
Žal ne. Jaz recimo pri naših južnih sosedih opažam to kvaliteto, da praktično v zunanji politiki dosledno uresničujejo nacionalni interes Hrvaške, ne glede na to, ali so na oblasti komunisti ali HDZ. Zato so tudi tako uspešni in so nas v zadnjih 30 letih na vseh področjih preigrali od sukcesije jedrske elektrarne, arbitražnega sporazuma. Dejansko pa mi izvažamo naše notranje spore v tujino. Nedavni primeri ustvarjanja sovražnikov z našo zahodno sosedo Italijo ali pa vzhodno Madžarsko, pa tega konstantnega grešnega kozla Hrvaško. Mislim, da je to izjemno škodljivo in znak popolne nezrelosti. Bi se pa pridružil Igorju, da tudi sam sem takrat še v kabinetu predsednika vlade opazil veliko bedo naših diplomatskih predstavništev v tujini, da jih imamo prvič preveč in da tiste, ki imamo, potem niso ustrezno kadrovsko ekipirana, niso ustrezno s takimi elementarnimi stvarmi, kot so zadostni stroški za reprezentanco. Če veleposlanik ne more peljati na spodobno kosilo svojih vizavijev v tej gostujoči državi, je to katastrofa. Jaz mislim, da enostavno bi mi morali prestrukturirati diplomatsko mrežo. Jaz osebno ocenjujem, da je preobilna glede na ekonomske sposobnosti, ampak tista veleposlaništva, ki bi jih pa obdržali, pa ustrezno kadrovsko in materialno podkrepiti. Zdaj, če jo prav razumem, imamo skoraj najslabšo kombinacijo. Se pravi, smo premalo ambiciozni, hkrati imamo pa diplomatski aparat, ki ni opolnomočen, da bi sploh dosegel še te premalo ambiciozne cilje, ali kako? Ne, ta diplomatski aparat je tako, če individualno gledaš, to so čisto dobro, recimo, izkušeni ljudje. Sam problem je, da ti zadaj nimaš enega intelektualnega aparata, ki bi to suportiral. Oni že znajo... No, lahko gledajo Dajo Faktor, recimo. Če bi jim rekel predsednik vlade, da naj redno gledajo Dajo Faktor, potem bi slišali marsikero analizo, ampak nadaljuj. Ja, ampak to je treba na dnevni ravni pa gledati ne strateško, do teh podatkov, ki mi ne moramo dostopati. Ampak bi pa recimo ena analitska služba nekako morala. In to je po mojem ta glavni problem. In to, kar pravi Bernard, ali bi to morali zreducirati, pa se tam iti resno, ali pa še razširiti, ampak jaz predvsem mislim, da ta budžet, ne vem, koliko je zdaj, takrat je bilo 60 do 70 milijonov, mogoče zdaj 80, ampak to je absolutno premalo za to, da bi mi resno se šli eno diplomacijo in vpliv. Obrambo lastnih interesov, se ne gre za tako, ljudje, ko ti rečeš diplomacijo, pa reče, kosilčkanja, pa oni se tam šminkirajo. Da gre za širitev obrambnih interesov oziroma za uveljavljanje interesov te države. Eni pravijo gospodarstvo, pa ne gre samo za gospodarstvo, gre tudi za znanost. Imamo tle ljudi, recimo, jaz sem bil zadnjič v eni državi v Kamerunu, nas je sprejel predsednik vlade in 4 ministri. In mi smo prišli nazaj z nekim projektom, ki bi ga lahko tle poročili z nekimi sredstvi in gospodarstvom. Se pravi, tam bi lahko gradili neke šole in karkoli. Pa še evropska sredstva bi lahko angažirali. Samo ker smo tako organizirani, se nam tle na razvojni pomoči menjavajo ljudje na pol ali pa na 1 leto, ker gre potem v druge službe. Se pravi, to sploh ne funkcionira. Država ima na tem 2 do 3 milijone sredstev za bilateralo, 40 milijonov za razvojno pomoč pa daje v fond na evropski ravni, do katerega ne dostopa in nima interesa. Če bi mi ta denar, ali pa saj glavnino denarja, ne vem, kakšne so zaveze z evropskih ravni, ampak glavnino tega denarja da recimo za pomoč izgradnjo šol v teh afriških državah, bi lahko naša podjetja izrabila to možnost, plus še evropska in OZN sredstva in bi to bilo zelo dobro za razvoj gospodarstva. Se pravi, ko ti poročiš neko znanost, izkušnje in gospodarstvo, dobiš neko bingo, Plus pomagali bi lahko Afričanom, da bi dobro živeli v svojih državah, ne da vsi iščejo svetlejšo prihodnost prek morja in tako naprej. Ok, zdaj
preden sklenemo ta prvi del, pa gremo na prvo pauzo. Ne? Ali bo slovenska zunanja politika po vajinem mnenju tudi zdaj v prihodnje pač enako uspešna v narekovajih, kot je bila do sedaj, ali mislite, da se bo v kakem delu izboljšala? Jaz mislim, da potencial, da se izboljša, kratkoročnega nima. Tega potencijala kratkoročno ni. Dolgoročno bi pa morali razmišljati, ali misel iz te države narediti, oziroma iz zunanje politike narediti orodje za promocijo te države, teh državljanov, teh podjetij. Če to misel, potem bi morala zastaviti dolgoročno. Se pravi, kje bo izšolala ljudi? Ali na naši diplomatski akademiji, ali v tuji. Ali misel tu dati več sredstev, ali misel to diplomatsko mrežo nekako prerasporediti, ali misel tudi kadrirati na drugačen način. Se pravi, ne da bo samo dajala razpis za neko veleposlaništvo, ampak da bo imela neko kadrovsko politiko in bo rekla, danes rabimo v ZDA najboljš, kar imamo v naboru, tega človeka, ne pa nekoga, ki se bo slučajno javil. Okay. Prav, bomo vprašali Bernarda po oglasih, ko se vrnemo, skratka ne nam uvid gledalke, gledalci, po oglasih nadaljujemo s komentiranjem slovenske zunanje politike. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Igor Lukšič in Bernard Brščič, pogovarjamo pa se o slovenski zunanji politiki. Bernard, tebi sem še dolžen možnost, da odgovoriš na vprašanje, ali pričakuješ kakšne izboljšave na boljše kratkoročne v slovenski zunanji politiki? Nikakor ne. Ko pogledaš kadrovsko sestavo diplomatskega zbora, a ti poznaš kakšnega veleposlanika, ki bi bil pronicljiv, vrhunski intelektualec, pišoč, sposoben nekega uvida. Dejansko imamo tako, kot pravi... Oprosti, zdaj si me postavil v tak neprijeten položaj, ker če koga pohvalil vprašanje, če še dolg veleposlanik, veš, tako da bom raje molčal, ampak skratka, imamo problem, ne to toliko, da so to neki tehnokrati, ampak so dejansko zunanje politični ignoramusi. Mi imamo v zadnjih 30 letih veliko nesrečo s tem diplomatskim zborom, ker imamo tako ponesrečeno kombinacijo profesionalnih in neprofesionalnih diplomatov in na koncu izplen ne more biti bistveno drugačen, kot je, če je to, kar se je postavilo na ugled, cvetober slovenske diplomacije, kadruje se politično, pojmujejo se te pozicije kot sinekure in rezultat je potem na dlani. Če to nadgradiš potem s tem, kar je Igor izpostavil, se pravi popoln primanjkljaj analitskega dela na Ministrstvu za zunanje zadeve, če nikomur ni jasno, kaj se v svetu dogaja na ekonomskem področju, političnem, vojaškem področju, pa če to nadgradiš še z veliko krizo vodenja mladike, ki traja zdaj že kar nekaj desetletij, potem ni čudno, da so rezultati zunanje politike tako uborni in da nas tudi take države, kot je Hrvaška, prehitevajo iz vseh strani. Zdaj, ko že omenjamo veleposlanike, znana je ta zgodba relativno aktualna Marka Makovca. Spomnimo, on je bil svetovalec predsednika vlade Boruta Pahorja, potem je bil drugi človek, mislim, da na ambasadi v Rimu, zdaj je na ambasadi pri stalnem predstavništvu v Bruslu pri Evropski uniji in ne bi bil favorit, mislim, da za mesto veleposlanika v Zagrebu, na Hrvaškem pa je potem odpadel bojda zato, ker se je že javno prejemal čestitke na družbenih omrežjih in se zahvaljeval za njih, čeprav še uradno niti predlagan ni bil. Zdaj, kako vidva to komentirata? Ja, jaz mislim, on je bil še 5 let svetovalec predsednika države in za Hrvaško gotovo eden najbolj primernih veleposlanikov, ker tisto, kar mora Slovenija zdaj reševati, je problem arbitraže. In on je to zelo dobro poznal oziroma zelo dobro pozna. In slovenska zunanja politika se ga je odpovedala popolnoma brez veze. To je podobno, kot je šlo v primeru arbitra slovenskega, ko je v interesu Hrvaške
Ernesta Petriča pač na nek način žrtvovala. In se mi zdi, da tle gre ravno tako. Slovenska zunanja politika ne ve, kaj je njen interes. Ti pa jaz držiš, tudi če gre mogoče malo za neko neravno prvovrstno gesto, kandidata, ti zdržiš, Madonna, če je to tvoj najboljši človek, če si ga ocenil kot najboljšega za to nalogo. Ne pa da zaradi tega, ker je nekdo nekaj mislil, pa ker je nekomu nekaj rekel, da je pa za to vlogo neprimeren. To je absolutno nerazumljivo, ampak kaže na to, kako nimamo te zunanje politike trdne. Ne? Naš interes tam je, da imamo najboljšega človeka, ki bi najboljš odigral to, kar mi tam rabimo. Bernard, si ti spomniš primera, ko je Tit Turnšek, predsednik Zveze borcev, bil veleposlanik na Kitajskem, pa mislim, da je njegova takratna soproga udirala v veleposlaništvo. Takrat so Kitajci drugače odreagirali, kot mi v tem konkretnem primeru. Niso iz tega delali velikega haloja. Ne? Pa bi recimo lahko, ker so pač Kitajska. Tega možakarja, mislim, to se človek samo za glavo drži, kaj je s to državo narobe, kako je bil on lahko minister za obrambo, kako je bil lahko veleposlanik na takem resnem položaju v Pekingu. To je samo simptom tega, da smo mi resna država. Mislim, ko pogledaš enega tazga primitivca, kot je Tit Turnšek, veš, da je s to državo, mislim, da bo nekdo mogel res ugasniti luč. Okay. A lahko Aljuš še eno ilustracijo, ki se mi zdi... Se javljaš, da boš ugasnil luč? Mi imamo, počak še malo do konca oddaje. Poglej, mi imamo tle eno inštitucijo ICPE, to je najvišja mednarodna organizacija, ki jo imamo v tej državi. Ki je tu Le Monde, ko ne je samo v Sloveniji nebedne. Dediščina kao nevrščenega. Ampak 40 držav je to institucijo ustanovilo, mi smo jo pol nekaj preorganizirali leta 1997 in zdaj ne vemo, kaj bi z njo. Namesto da bi tu, kjer ima recimo Indija blazen interes in tako naprej, tudi Brazilija se nekaj javlja, namesto da bi iz te institucije naredili eno okno v svet, možnost za šolanje naših diplomatov, promocijo naših intelektualcev in tako naprej, analitične službe tam šolali, mi s tem ne vemo, kaj bi. Naša država že ne vem koliko časa si to podaja kot vroč kostanj. Po moje tudi v Indiji imamo kakšne 3 diplomate, če ne? Zelo bedno in še izkaže se, da noben, nekaj kako oni kadrujejo, tako da dajo razpis in se izkaže, da se komi kdo javi za Indijo. A imamo tam kakšen interes ali nimamo? A ima ta država v Indiji kakšen interes zdaj v največjem gospodarstvu na svetu ali nima? Ja, to so tehne vprašanja. Predsednik vlade je omenil, smo rekli že v prvem delu oddaje, bolj malo vsebinskega je povedal na teh diplomatskih dnevih na Brdu, se je pa razgovoril o Severni Makedoniji. Zdaj, če smo malo privošljivi, je tudi nosilka liste LMŠ, skupne liste LMŠ in 24 ur je pač porodil iz Severne Makedonije, ampak predsednik vlade je rekel, Severna Makedonija mora čim prej, če poenostavim, v Evropsko unijo. In zdaj me zanima, a je res nacionalni interes Slovenije ali pa strateški interes, da vse te države bivše Jugoslavije čim prej vstopijo v Evropsko unijo, ali je boljše, da ostanejo čim dalj časa tik pred vrati, pa smo mi njihovo okno v Evropo? Ja, jaz mislim, da saj jaz sem tudi to takrat, ko sem bil predsednik stranke, pa ko sem imel kakšen vpliv na to državo in na zunanjo politiko, zagovarjal to stališče, da je treba iti v Evropsko unijo, čeprav za marsikakšen sloj posameznika ali celo za celo državo to ni zmeraj najboljša varianta. Ampak vendarle v interesu Slovenije je, da se te meje čim prej. Za nas bi bil recimo zelo pomembno, da pade tudi šengenska meja tle na Hrvaškem, ampak da se postavi tam ena resna meja na eni skrajni drugi. Sej, a lahko pričakujemo sploh to, ker nismo malo naivni na podlagi teh naših izkušenj. A veš, kako je Aljuš naivni? Ja, to, ko praviš naivni. Jaz mislim, da smo predvsem na nek način premalo zagreti za to, da bi postavili to bolj resno na dnevni red. Ker kot slišim tle, kako se stvari dogajajo, Slovenija je to zelo pasivna pri teh vprašanjih. In migrantov, mi samo spremljamo nekaj, kar rečejo veliki, ne da bi to postavili nek svoj interes. Kaj pa je naš interes? Kaj pa je interes v naši predstavi, da je interes tudi Balkana?
mi smo na nek način, recimo, če govorim sem za visokošolski prostor, nam zdaj, odkar je meja odprta, prihaja kar precej študentov in študentk iz Severne Makedonije in tudi z Balkana. Za nas je to pomembno, ker prihajajo sem intelektualci, prihajajo sem oni, ki hočejo iz življenja nekaj narediti. In to je za Slovenijo lahko ena dobra stvar. Predvsem, če se bo en del vrnil nazaj in bo to ena dobra vez s temi prostori. To je neka prednost, ki jo je treba znati odnegovati. Če samo se pogovarjamo, kaj je boljš, eno ali drugo. Ampak, če ti znaš iz tega kaj narediti, zato imamo državo. Kaj se tebi zdi, Bernard? Jaz nisem navdušen, jaz sem prepričan, da obstaja velika širitvena utrujenost, da te imperialne težnje Bruslja, ki ne bi segale do Irana, se pravi z vključevanjem Turčije, da so to znak evropsihopatov, ker hočejo vključiti državo, ki ima 97% ozemlja v Aziji, kjer hočejo vključiti državo, ki okupira tretjino ozemlja članice Evropske unije. Podobno velja za države Zahodnega Balkana. Jaz mislim, da je bila že širitev leta 2004 v nekem smislu napaka, zaradi tega, ker te države niso izpolnjevale kopenhagenskih kriterijev, vključno Slovenijo. Slovenija ni izpolnjevala kriterija vladavine prava, ga tudi danes ne izpolnjuje, tudi nima delujočega tržnega gospodarstva, tako da se vidi, da gre za neke na roke narejene kriterije, ki se potem kršijo in da je ta evropski projekt v nekem smislu nasedel tudi zaradi te širitve, da so te notranje probleme Evropske unije na nek način zakrivali z neprestanimi širitvami. Zdaj je pa praktično ta širitveni proces prišel tako rekoč na rob kontinenta, se pravi z velikim zalogajem Turčije, države, ki po nobenem kriteriju ne sodi v Evropsko unijo in se je zdaj pa začel proces devolucije Evropske zveze, razpada z Brexitom, tako da sam sem skeptičen recimo do Severne Makedonije, čeprav jaz sem rad Makedonce, se mi zdijo krasni ljudje. Takih je več v tej oddaji danes, ampak okej. Tako da kot narodom nimam problema, so pa problem seveda Albanci, ki imajo kar zdaj že, ne vem, 3 oziroma v Sloveniji že četrto eksklavo, to pa je problem, in sem zato zelo skeptičen. Jaz osebno mislim, da bi mi morali zavarovati mejo na Dragonji, na Kolpi, ker če je ne bomo, in to je ne varujemo, bomo imeli mejo na Karavankah in točno to nam bodo Avstrijci v kratkem uprizorili. Ja, se malo to že doživljamo. Vsakeč, ko gremo na sever čez mejo, pač smo deležni neke vrste mejne kontrole, ki je tam sicer naj ne bi bilo. To, kar Bernard govori, je gotovo eno scenarijev, ki na nek način se uresničuje. Mi to gledamo, ampak mi nimamo premisleka o tem, kaj je treba narediti in ali se to res dogaja, koliko se to dogaja. In to vidim, da je en od velikih težav te naše zunanje politike in te države. Se pravi, ko mi rečemo, da hočemo imeti tudi države Balkana, moramo vedeti, kaj bo to pomenilo oziroma kako bi mi peljali proces, da bo to dobro za nas. In te korajže mi nimamo, da se da in mi imamo mehanizme v rokah, da bi lahko peljali stvari tako, kot mi hočemo za nas. Ne, da bi druge prizadeli, jasno, ne gre za to, da smo tle neki blazni izkoriščevalci, ampak da vendarle izpostavimo svoj interes. Malo smo lahko, da ne bomo sam na drugi strani. Ampak, če rečemo še par besed recimo o prepoznavnosti Slovenije. Zdaj, v glavnem se zaradi vseh teh razlogov, ki ste jih naštela, zanašamo tu na naše vrhunske športnike, recimo, Dragiča, ki smo ga že omenjali danes, Luko Dončića, Anžeta Kopitarja in tako naprej. Ampak včasih pa dobimo nepričakovano pomoč iz strani, ki si je ne bi predstavljali. Recimo strani Starlete, ki jo najbolj poznamo iz vloge v seriji Obalna straža, Pamela Anderson. Ona je recimo včeraj tweetnala,
o tem, da pač ona ni Jeremy Hunt, se pravi zunanji minister Združenega kraljestva, ki je mislil, da je bila Slovenija sovjetska vazalna država in da ni Trump, ki misli, da je Jugoslavija kolapsirala na Baltiku in na koncu je postregla še z malo hrvaščine, ne, se pravi slogan na evropskih volitvah, mi to zmoremo oziroma po hrvaško možemo, ne. Zdaj, kaj si čmo zdaj o tem misliti, ne? Če recimo verjamemo, da je to prava Pamela Anderson, ona očitno ima neko analitsko službo zadaj, ki pove, kaj se dogaja s Slovenijo pa Hrvaško, ali kako drugače si lahko te njene javne izjave razlagamo? Ja, zanimivo je to zanimanje in tvitanje. Ne? Tudi tale, ki igra tam v Trstu, je objavil, da je Trst slovenski oziroma da to je na najlepšem mestu. Zanimivo, da smo kar naenkrat za tele Hollywoodarje postali zanimivi, tako da bi bilo dobro videti, kaj se dogaja. Bernard, imaš ti kakšno idejo, kako bi lahko to izkoristili oziroma kako si lahko to razlagamo? Ne, tisti, ki spoznajo Slovenijo, so nad njo navdušeni, žali Bog pa zato naša diplomatska mreža po mojem ni zaslužna, zato niso zaslužni gotovo ne slovenski politiki. Tako da očitno vlaganje v to smer bi bilo zgrešeno glede na rezultate. Je pa res, da smo mi pogosto pod vplivom, da smo srčika sveta, da se vse vrti okoli nas. Vprašaj se, Aljuš, koliko departmajev francoskih pa ti poznaš, koliko poznaš recimo zveznih ameriških držav in v nekem smislu smo mi opomba pod črto, tako da mene ne čudi recimo, da celo sosedi Italijani ne vedo, da 30 let po osamosvojitvi mejijo na neko Slovenijo. Ja, zdaj, ko si me takole izval, zdaj pač Bojan Krajnc, eden izmed kolegov iz nacionalne televizije, je danes tweetnul, da v neki zadevi, da ima Šarec idealno priložnost, da v prvem govoru v novi sestavi Evropskega parlamenta, vemo, da v tej ni hotel govoriti, ker se mu je zdelo brez veze, jih pošlje v kurac, ne. A bi to sploh kdo opazil po vajinem mnenju, pa se upravičujem za izraz, ampak tako je napisal, bi kdo po vajinem mnenju opazil to v Bruslu, če bi jih recimo Marjan Šarec poslal v kurac? Ne vem, če je to vredno sploh komentarja, Ljuš. Okay, jaz mislim, da so imeli v prejšnji sestavi oziroma prejšnjih sestavah odličnega retorja Nigela Faragea, ki je imel zelo sočno izrazoslovje. Mislim, da samo kletvice in pošiljanje ala Makarovič nekam ne zadošča. Ja, treba še nekaj več, ne? V redu, si bomo vzeli še en krajši premor, po katerem se naša dva komentatorja vrneta s ključnimi komentarji. Ostanite. Pozdravljeni še zadnjič nocoj. Igor, Bernard, ko bosta vidva, vsako dvajo posebej, seveda predsednik vlade, kam bosta šla na prvo pot v tujino in zakaj? Na kratko, prosim. Jaz mislim, da vsak predsednik vlade slovenski najprej roma v Nemčijo, ker je to največji naš na nek način zaveznik. Tako da to se je nekaj ustalilo, razen če ni nek blazen požar zagasiti nekje druge. Ok. Bernard? Jaz bi potoval v Varšavo, popravljati eno največjih napak po osamosvojitveni, da se nismo pridružili Višegrajski skupini. Druga napaka je pa podpis arbitražnega sporazuma, ampak to je tako onstran popravila, da se bi Zagrebu kar izognil lep čas, ampak dejansko Višegrajska skupina, mislim, da tam stvari niso še irreverzibilne, mislim, da je prihodnost na osi Baltik, Jadran, tako da Varšava.
Ok, evo, popravi, da se levica in desnica ne morata v ničemer dogovoriti v Sloveniji, ne? Saj smer sta oba enako nekako začrtala, ne? Berlin, Varšava, to je na isti liniji, ja. Dr. Igor Lukšič, magister Bernard Bršič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil zunanje politični 284. faktor na TV3. Spremljajte nas tudi jutri, ko bomo komentirali izjave predsednika vlade v prazničnih intervjujih in slavnostnih govorih. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.